Ok, tako smo zdaj prešli ta izdelke za osebno nego. Res vas še enkrat vam svetujem, oglejte si to spletno stran Bit2Microbit, res boste našli kar precej informacij. Tam imate celo možnost, da vpišete ime izdelka, torej lahko tudi znamko, ki so zelo specifično tudi potem glede na model, ali kako se temu reče, izvedenko tega izdelka, zelo jasno zapisane informacije. Tako da vabljeni k raziskovanju, bomo pa v prihodnjem webinarju si še nekaj časa vzeli pa prediskutirali. Ok, potem sem pa rekla, imamo bližje zdaj 10-15 minut, še mogoče, da omenimo še drugo kategorijo, ki jo zelo veliko krat uporabljamo doma. To so detergenti in pa čistila. Zdaj, Evropska komisija ocenjuje, da z uporabo detergentov in čistil prispevamo nekje 200 ton letno mikroplastike. Je pa to neka ocena, ki mogoče si lahko vzamemo v okvir. Vidimo pa iz tele tabele, da največjo količinsko gledano, največ k tej vnosu ali pa porabi prispevajo čistila za trdne površine, kot je na primer čistilo za steklo keramiko, ki vsebuje poliuretanski fini prah. In našla sem celo podatek, da v nekaterih izdelkih je ta prah oziroma ta komponenta poliuretana predstavlja kar do 55%, bomo rekli, tega volumskega ali masnega deleža. Torej 5% vsebine predstavlja ta poliuretanski polimer. Potem imamo čistila za stranišča, torej za sanitarije, kjer je prispevek k tej letni količini manjši, nekje 12 ton. Sem pa našla podatek, da nekje 10% vseh izdelkov, ki so na trgu, na tržišču, vsebuje mikroplastiko. Ja, torej delež je relativno že se zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti. Potem imamo še druga različna čistila za nerjaveče jeklo in pa tudi mogoče druga bolj specifična čistila, kot so čistila za pečice, odstranjevanje madežev, ki se vseeno mogoče malo manj uporabljajo kot ostala splošna. Je pa za njih zelo zanimivo to, da vsi od teh izdelkov, torej 100% delež na trgu vsebujejo mikroplastične komponente, čeprav je teh količin relativno malo. Zdaj, kaj so pa te mikroplastične komponente? Zelo strokovno se sliši, to so modifikatorji reologije. Ja, tudi sama sem se mogla malo poučiti, kaj to je. V bistvu modifikatorji reologije so snovi, ki v neki vodni fazi izdelka, torej čistila, povečajo oziroma spremenijo viskoznost. Viskoznost, ne gostote, kar zdaj dejansko, ko imamo mi neki izdelek v roki, pomeni, kako bo izdelek tekel iz embalaže. Kako močno bomo mogli mi stisniti, torej kakšno stilo bomo uporabili, da bo izdelek, ko ga bomo uporabili, potem kako se bo tudi izdelek razmazal in kaj bo se potem zgodilo po njegovem nanosu. Tako da, če pa gledamo kopalniška čistila na osnovi različnih kislin, te sem pa podatka o količini ni bilo moč najti, se pa na tem področju večinoma potem uporabljajo polietilenske mikrokroglice. Funkcija je pa v tej kategoriji popolnoma jasna, torej kot čistilno abrazivno sredstvo, lahko tudi, torej, kot smo rekli, te modifikatorji reologije tudi za izboljšanje lastnosti, kot je viskoznost, boljša povezanost, struktura, mogoče s kakšnimi dodatki, bleščicami pa to tudi prispeva k estetiki. Jaz sem na hitro malo poiskala, priznam, nisem niti imela toliko možnosti, izdelke, in ne vem, smo našli eno čistilo, kjer na prvi strani piše, da vsebuje mikrodelce,
ampak vseeno, ko smo šli pa gledati deklaracijo, pa v bistvu ni definirano, katere mikrodelce vsebuje, oziroma definira kot neionsko površinsko aktivne snovi, torej to so snovi, ki pač omogočajo tudi čiščenje. Tukaj spodaj sem pa podala en primer izdelka za čiščenje, ki ima to oznako ecolabel. Zakaj sem to dodala? Mogoče vseeno, da ste pozorni tudi na to oznako, namreč Evropska komisija je v prejšnjem letu, torej v letu 2021 močno poostrila in pa tudi spremenila pogoje za to, da si lahko nek izdelek, detergent, čistilo pridobi to nalepko ecolabel. Kar pomeni, kaj zdaj v bistvu so ti kriteriji. Seveda, ena izmed ključnih kriterijev je tudi, da ta izdelek ne vsebuje mikroplastike, da ne vsebuje nanomaterialov, hormonskih motilcev in pa še nekih drugih izdelkov, mogoče alergenov, zelo so striktni pri alergenih in pa seveda mora vsebovati popolnoma biološko razgradljive sestavine. Zelo so postali tudi, bomo rekli, strogi pri dokazovanju, bomo rekli, nekega trajnostnega izvora palmovega olja, torej tudi glede na dobavno verigo in pa tudi glede na testiranja, predtestiranja teh čistil. Tako da mogoče ste v prihodnje lahko pri izbiri, ki jo imamo sedaj zelo veliko, res lahko pozorni tudi na to oznako.